okupirala Ljubljansko, tako imenovano Ljubljansko pokrajino in na osnovi napovedi Mussolinijeve krivično rapalsko mejo pomaknila na Kolpo. To se pravi, za slovenski narod v lastni domovini ni bilo več prostora. Požirala so jih koncentracijska taborišča in grobovi talcev. Okupatorji so jih izganjali na Balkan in v globino italijanskega in nemškega ozemlja. Njihove domove so rušili, naravno bogatstvo pa ropali. V tej smrtni nevarnosti za svoj obstoj so se Slovenci odločili za oboroženi upor pod vodstvom Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Okupatorji so odgovorili z ognjem in mečem. Horthy je napolnil koncentracijska taborišča s prekmurskimi in porabskimi Slovenci, zlasti razumništvo. Je poslal v koncentracijska taborišča ali postavil pred sodišča. Vodil upora Štefana Kovača so ustrelili iz zasede konec oktobra 1941, njegova dva najbližja sodelavca, Cvetka in Kardoša, so obesili na dvorišču Saparjevega gradu v Murski Soboti. Tako je bilo narodno-osvobodilno gibanje v tej slovenski pokrajini dalj časa prekinjeno. Ženske, starci in otroki, ki so ostali na domačem pragu, pa so morali na obvezno delo, kjer so gradili obrambne utrdbe vzdolž reke Mure na skrajnem jugovzhodu germanskega klina. Podobno mirno in pokorno pokrajino sta hotela uzakoniti nemški in italijanski okupator v svojih okupacijskih zonah, da bi Hitlerjeva vojska z bliskovitim napredovanjem podjarmila še Evropski vzhod do Urala, Jakaza in še dalje. Zgodilo pa se je drugače. Slovenski narod se je uprl. Čim so se pojavili prvi partizani, sta okupatorja dovažala nove vojaške enote in jih gosto razmestila po vsej državi. Zaradi rastočega splošnega nemira so gosto razporejene postojanke morali malo vrniti v večja mestna središča. Decembra 1941 je izbruhnila v Poljanski dolini na Gorenjskem ter v okolici Jesenic, Gori, Bohinja, ljudska vstaja. Njena udarna pest je bil Cankarjev bataljon. Vesti o nemških izgubah v teh spopadih so vznemirile tudi Hitlerjev vojni štab v Berlinu. Sklenil je, da upor v kali zatre. Predvsem pa, da uniči Cankarjev bataljon, saj je v novembru in decembru samo v spopadih z njim v Poljanski dolini padlo čez 60 Nemcev.
Po hudih bojih se je okrog 200 borcev Cankarjevega bataljona za Božič in Novo leto ustavilo v Dražgošah. Vodstvo Cankarjevega bataljona je smatralo, da je položaj ob Vaški cesti, ki se vije po rebri med dražgoškimi strminami v dolžini pol tretjega kilometra, prikladen za obrambo. Odločilo se je, da tu sprejme spopad, saj je bataljon bil dobro oborožen, imel je kar 20 strojnic. Vaščani so prosili nepričakovane goste, naj se umaknejo iz vasi, toda prepričljive besede Staneta Žagarja, člana poveljstva slovenskih partizanskih čet in njegovih tovarišev, ter dotedanji uspešni boji Cankarjevega bataljona z Nemci, junaštva njegovih borcev in lastni srd do nadutega okupatorja so jih umirili. Nekateri so tudi sami sodelovali v obrambi proti okupatorja. Za časa 3-dnevnih srditih napadov 25 do 30 krat številčno močnejšo nemško grupacijo, ki je podpiralo topništvo z rušilnimi in zažigalnimi bombami. Samo zaupanje branilcev je rastlo, posebno kot so se Nemci po prvem in drugem dnevu neuspešnih napadov morali vrniti na svoje izhodišče v dolino s številnimi mrtvimi in ranjenimi. Tretjega dne, dokler so napadalci vključili še sveže oddelke in udarili že zgodaj zjutraj. Cankarjevci so vztrajali vse, dokler se Nemci niso polasili Jelenšča, najvišjega zaselka na vzhodu vasi. Branili so hišo za hišo, vzdržali so do večernega mraka, ko so se umaknili na globoko zasneženo Jelovico. Žal so le malševni Dragošani poslušali njihov nasvet, da se jim pridružijo. Nemci svojega osnovnega cilja v Dražgošah, uničenja Cankarjevega bataljona, niso dosegli. So se pa krvavo maščevali nad nedolžnim prebivalstvom ter nad vsem živim in neživim. Preostale Dragošane so razgnali na vse strani, vas pa spremenili v pogorišče. In to še ni bilo dovolj. Sredi februarja je posebna nemška minerska enota vrgla v zrak še 300 let staro dražgoško romarsko cerkev. Končni izid, torej zmagovalci Nemci niso bili. Ostali so le vojni zločinci. Dražgoška bitka pa je ostala med onimi dejavniki v narodnosilnem boju, ki so prispevali k osvoboditvi domovine in ki so onemogočili Hitlerju, da izvrši v celoti svoj genocidni program. Oboroženega upora
slovenskega naroda nihče ni mogel več zaustaviti. Nastajali so novi bataljoni, nove brigade, ustanavljali so se nova osvobojena območja, gradila se je nova samoupravna ljudska oblast in odpirale so se partizanske šole za novi rod. Iz ljubezni do domovine, navezanosti na zemljo, o medsebojni pomoči in solidarnosti prebivalcev in pomoči družbe so tudi v Dražgošah ustajali iz pepela novi domovi, najprej v šotorih, nato pa na trajnih temeljih in z varno streho. Enote Slovenske narodnoosvobodilne vojske so z rušenjem železniških, cestnih in drugih povezav z nemškimi in italijanskimi armadami na Sremskem božišču poželi že v času narodnoosvobodilnega boja pohvale najvišjih poveljstev, zavezniških poveljstev in še Eisenhowera, vrhovnega komandanta osebno. Najvišje priznanje in čast pa je doživela Slovenska narodnoosvobodilna vojska, ko je François Hollande, predsednik Francoske republike, povabil njene veterane na veličastno proslavo ob 70. obletnici odprtja druge fronte na Atlantski obali. Tudi sam sem bil v delegaciji slovenskih vojnih veteranov. Bilo je iskreno zadovoljstvo in zadoščenje seči v roke veteranom in drugim udeležencem iz druge svetovne vojne na proslavi, ki je pomenila tudi spravo med nekdanjimi sovražniki in njihovo zavedanje skupne odgovornosti za mir in varnost v sodobnih časih, ter zavrnitev potrebnega medsebojnega zaupanja med narodi. Tako odgovorno ravnanje dolgujemo žrtvam vojnega nasilja v drugi svetovni vojni in po njej, pa tudi samim sebi in bodočim rodovom. Želim, da se tega dolga spomnimo še zlasti v letošnjem letu, ko proslavamo 70 let osvoboditve domovine. Stopimo torej skupaj, poglejmo si v oči, segnimo v roke, tako bo tudi izhod iz današnjih težav naše družbe lažji in učinkovitejši. Saj si ljudje želijo živeti v miru, medsebojnem zaupanju, solidarnosti in dobrem sosedstvu. Hvala za pozornost.